V Novi Sloveniji ves čas delujemo in želimo podpirati ukrepe, ki so usmerjeni v omogočanju samostojnega življenja invalidov. Danes predstavljamo zakon o osebni asistenci, ki je nastajal več let in smo ga uskladili tudi z invalidskimi organizacijami. Torej ima predlog zakona o osebni asistenci tudi širšo javno podporo. Ob 10. obletnici sprejetja konvencije Organizacije združenih narodov in pravicah invalidov ter 3. decembru, mednarodnemu dnevu invalidov, izpolnjujemo svojo volilno obljubo. Vložili smo zakon o osebni asistenci, s katerim bo posameznikom in posameznicam, ki zaradi posledic svoje invalidnosti nujno potrebujejo pomoč drugega človeka pri socialnih aktivnostih in osnovnih potrebah, to omogočeno. Tukaj je mišljena predvsem osebna higiena, oblačenje, hranjenje, pomoč v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, pomoč pri gibanju, pri sporazumevanju in drugih potrebah. Z vložitvijo predloga zakona Krščanski demokrati sledimo zavezi zadnjega kongresa v Brežicah. V kongresni izjavi Gradimo normalno Slovenijo smo izpostavili, da v Sloveniji potrebujemo ukrepe v podporo kulturi življenja, s katerim bo državljanom omogočeno razvijanje njihovih talentov in sposobnosti. V skladu s tem je invalidom, ki potrebujejo veliko pomoč pri osnovnih dnevnih aktivnostih, potrebno najprej omogočiti osebno asistenco, da lahko živijo samostojno. Ob tem bodo lahko lažje razvijali talente, sposobnosti in po svojih močeh prispevali k razvoju naše družbe. Če se dotaknem, kako je to potekalo že v preteklosti, sprejemanje zakona o asistenci. Že leta 2010 je bil v javni razpravi prvi predlog zakona o osebni asistenci, ki ga je pripravilo ministrstvo v sodelovanju z invalidi, uporabniki in strokovnjaki. Predlog kasneje ni bil posredovan v zakonodajni postopek. 2 leti kasneje je bil vložen preko instituta ljudske iniciative v zakonodajni postopek predlog zakona, ki ga je predlagalo več kot 7.000 volivk in volivcev. Predlog na seji matičnega odbora v Državnem zboru ni dobil podpore. Decembra istega leta je ministrstvo ponovno posredovalo v javno razpravo nov osnutek zakona. Tudi v tem primeru kasneje ni bil začet zakonodajni postopek. Kot naj je znano, je tudi lani jeseni ena od koalicijskih strank dobila osnutek besedila zakona, vendar ga ni vložila. Ne glede na navedeno zakonsko praznino pa velja povedati, da se osebna asistenca nesistemsko v Sloveniji izvaja in programsko financira že vrsto let. Vendar zaradi zelo omejenih sredstev vsi invalidi, ki potrebujejo osebno asistenco, te ne prejemajo pod enakimi pogoji na celotnem območju Republike Slovenije oziroma ne prejemajo v potrebnem obsegu. Zaradi vsega povedanega in navedenega smo v Novi Sloveniji ocenili, da je res skrajni čas, da se vloži predlog zakona. Verjamemo, da ga bodo vsi poslanci, ne glede v kateri stranki so, v opoziciji ali koaliciji, podprli in v prihodnjem tednu začnemo z njimi tudi razgovore.